Zaželel bi lep dober večer spoštovani publiki, zaželel bi lep dober večer Sarjevanu Sosiču. Sosič, dobrodošel med nami. Mislim, hvala ti za tvoj obisk in predvsem hvala ti za knjigo. Meni se zdi, da si s to knjigo presenetil vse razen samega sebe. Ne? Kako se zdi tebi? Ja, presenetil sem sebe tudi, seveda, ker nikako, če gledam desetletja nazaj, sem si res želel, da bom nekoč napisal literarno delo, roman, ampak leta so šla, desetletja so šla in potem, ko sem se lotil, se mi nekako zdelo, da tudi pri sebi ustvarjam, skoraj bi rekel, kar neke vrste čudež, glede na to, da sem bil vedno slab pri slovenščini, vedno sem imel 1, 2, glede na to, da sem imel hude težave z vejcami in tudi razen tega, da sem veliko bral, nisem niti enega literarnega teksta ali pesmice napisal nikoli pred tem in niti objavil, tako da se mi je zdel, ja, čudež, ampak bomo videli skozi pogovor in marsikaj se mi zdel v mojem življenju čudež in zdaj, ko gledam nazaj, je bilo samo potrebno nekaj časa, čas je pa tako relativen in seveda zdaj smo tukaj. Zdaj, organizatorji so rekli, da se sama predstavlja. Jaz ne vem, pravzaprav sem mislil, da sem dolžan publiki povedati, kdo sva midva, ampak na en poseben način, ki sem se ga naučil iz tvoje knjige, ker neverjetno pomešaš čas, kjer se različne plasti časa zlijajo, preteklost, prihodnost, v en čuden sedanik, ki je halucinanten, psihedeličen in tako naprej. Se pravi, rad bi vsaj približno narisal en okvir publiki, da bo lažje razumela to, kar pride v naslednji uri. Kdo sva midva, ne zdaj, ampak kdo sva midva kar veliko let nazaj. Se pravi, sva fanta praktično enako stara, dijaka iste gimnazije v podeželskem mestecu, oba gimnazijo doživljava po eni strani kot dolgočasno, po drugi strani kot grozno, kot nasilno. Zame osebno so gimnazijska leta najhujša leta mojega življenja, čas teme in muke in ne morem pomisliti na ta leta, ne da bi me stiskalo pri srcu. Oba sva imela rada umetnost, na nek način bežala v umetnost in v umetnosti iskala rešitev za ostale težave in grdobije. Oba sva zahajala k starcu, ene parkrat sva si dobesedno podala kljuko, jaz šel ven, ti šel noter, ne da bi sploh govorila, komunicirala, jaz sem prvič s tabo govoril približno 1 mesec nazaj v sklopu priprav na ta večer. In to so skupni imenovalci naju. Pomembna razlika je v odnosu, ki ga imava do starca, se pravi v intenzivnosti druženja z njim. Name je starec neverjetno vplival v najboljšem možnem pomenu. Tebe je pa redefiniral, če sem prav razumel. On ne samo, da te je spremenil, on je iz tebe naredil novega človeka. A prav razumem? Ja, ne vem, če bi čistko rekli, ampak no, da se še jaz predstavim, pa gremo po vrsti. Ena od posebnosti je, da smo se pač zaradi nekih družinskih značilnosti veliko selili. To seveda spremeni ali pa ti nekako odpre na drug način življenja in ko gledam to profesionalno ali pa mojo učno pot je tudi se veliko selila. Tako da po gimnaziji, ki sem jo uspel narediti, danes, ko gledam, je bila res vsaj zame nekaj posebnega. Sem potem vpisal fakulteto za lesarstvo, kjer sem bil sam en teden, hvala Bogu, in sem pol se lotil igrati glasbe in dokončal pedagoško akademijo, oddelek za glasbo. Ampak mi je bilo to premalo, pa sem potem dokončal še umetnostno zgodovino in primerjalno književnost. Pa sem potem magistriral iz fotografije in doktoriral iz teorije oblikovanja, tako da sem nekako zapolnil te, recimo, kulturološke, umetnostne panoge in danes pač učim. Ampak glavno moja profesija pa je delo v galeriji, se pravi delam razstave in sem kustos Mestne galerije Ljubljana že 26-27 let. Od vsega tega sem pa najbolj ponosen na črni pas v karateju pred tem romanom, ki se mi zdel nekje tak osebnostni dosežek, ker ena od posebnosti, in to je tudi v tem romanu prisotno, je ta, da sem vsako stvar počenjal z približno 10-letnim zamikom glede na generacije, glede na ljudi.
od študija do na koncu tudi karateja, ker sem ga začel pri 40-ih, ko ljudje že zdavni nehajo to počenjati. Mi je bilo zelo zabavno, ko sva stala si nasproti 6-letni otrok s belim pasom in 40-letni moški s belim pasom in seveda resno trenirala en nasproti drugemu. To je tudi neke vrste premagovanje in premagovanje je tudi tema tega romana ali drugače vztrajanje in to, o tem bomo tudi danes kako rekli. Zdaj, posebnost knjige, ki si jo napisal, je prav to, da je toliko drugačna, da nisem mislil, da bom kaj takega bral v slovenski književnosti. Ne? Pravzaprav je lažje povedati, kaj ta knjiga ni, kot kaj je. Ni malomeščanska, ni zblefirana, ni klišejska in to govorim zaradi tega, ker tudi med knjigami, ki so kandidirale v preteklosti za Kresnika, sem bral zblefirane in klišejske in zlagane knjige. Ne? Tvoja taka ni. Je politično nekorektna na najboljši možni način, je noro predrzna, neverjetno si se izpostavil. Ne? To je tisto prvo, kar mi je zbudilo občudovanje. Plus knjigo si kuhal neverjetnih 30 let, ampak si super skuhal. Ne? Zanima me, a je bilo teh 30 let nujnih? Zakaj se je ta stvar tako dolgo kuhala? Vse je nujno, ne? Vsaka stvar, ki počneš, tako sem nekje razmišljal že od nekdaj, ima neko logiko, neko pot, neko potovanje, nek čas zahteva. Ja, to, kar si povedal, se pravzaprav kar strinjam. Tako, že ko sem bil star nekje 20 let, vedel, da bom napisal roman, ne? Ampak dokler človek nima stavka, se pravi neke strukture stavčne, s katero bi se lahko izrazil, se mi je zdelo nesmiselno pisati, ker bi lahko pisati kot drugi. To me je vedno motilo, ne? Naprimer, vzameš kar nekaj slovenskih romanov, znanih slovenskih avtorjev in jih takole postaviš, prebereš 2-3 stavke, ne zanima te vsebina, ne zanima te avtor in preprosto ugotoviš, da so si zelo podobni, težko ločiš, kdo je kdo. Se pravi, stavek mora biti moj, ne? In šele potem lahko izraziš to, kar misliš. In dokler tega stavka ni bilo, so leta tekla, to je ena stvar. Druga stvar, izhajam iz besede, ki je povedal Ivan Cankar, če literatura ni odkrito srčna, ti pravzaprav nič ne koristi. Ne? Se pravi, če delamo konstrukte, sam mislim takole, ne? Veliko literature so konstrukti, tako kot je umetnost na splošno konstrukt, ampak sam mislim, da avtor, kakršen koli že je, koliko je dober, najboljši, zmore mogoče 2, če si res najboljši, 3 literarne konstrukte, ostalo je lahko dobro, samo če je odkrito srčno, torej tvoje. In je nekako povezano s tvojim življenjem. Recimo, tako kot je Cankar rekel, vse, kar sem napisal, se je zgodilo. To mogoče deluje, ko ga bereš, ja, pa to se ni zgodilo. Ja, mogoče ne čisto tako, ampak on je tako čutil, tako je predelal, tako je obdelal v sebi in potem izrazil na nek drug način lahko. Ne? Vedno si nekje dam tako kot neko literarno misel, če je kdo bral Saramaga, Slepota, nič se mu ni, kar je v tem romanu zgodilo in vendar vse se mu je zgodilo na neki človeški osebni ravni, ki je noter in to mi je bilo eno tako vodilo, se pravi ta odkritosrčnost in v tem romanu mislim, da je. Ne. Po drugi strani pa, kot si povedal, da so se razgalil. To, jaz mislim takole, ne, avtor ima pravico se razgaliti, to sploh ni njegov problem, oziroma tudi, kaj ga briga pravzaprav. Bralec naj si ustvari mnenje kakršnokoli, lahko to negira, lahko sprejme, ampak drugače pa tako se mi zdi, kaj pa ima pisatelj s tem. Ko enkrat napiše, dan se mi zdi to neko delo, ok, moje včasih pogledam, kako stran pa se reče, to si ti napisal, ne, to gre pol mimo. Ne, in, ja, so rekli teoretiki, da ko je literarno delo narejeno, ni več tvoje, ampak je od drugih. In seveda nekaj pa je, in na to sem vesel, ko je knjiga enkrat napisana, ostane. Ne, dokler bo nuk, bo knjiga, dokler bo ta država, bo knjiga, pa če bo to 500 let, 1000 let, in ko zemlje ne bo več, pa še knjige ne bo več, ampak takrat pa bo, ne, in to, če ti to rata, na to sem seveda ponosen, da je, potem nekako si zadovoljen in greš naprej. Ujel si me na več fint s to knjigo in vedno teže me ujeti na finte, zato ker starejši, kot sem bil, sem siten in hitreje mi knjiga pade iz rok, teže me je zadovoljiti. Ne? In ko mi enkrat pade iz rok, je več ne odprem. Ne? Tukaj se je zgodilo tisto najlepše, da sem odprl na prvi strani, zaprl na zadnji in vmes bral, ne? Brez kakršnih koli pauz. In potem bral znova. Ne? Ampak to je prva finta, ki je super. Druga finta, ki ne vem, koliko je super, je ta, da sem non-stop bral kot biografijo, kar seveda ni. Ne? Recimo, v eni knjigi, ki jo imava oba rada, ne? To je knjiga, ki jo je napisal Hans Fallada, Vsakdo umre sam,
Že na prvi strani avtor pove, da roman ima svoje zakonitosti in ne more popolnoma slediti resničnosti. Ne? Zdaj, vprašati te, koliko od tega, kar si napisal, je res, ali pa drugače se bom lotil. Ne? Recimo, ena filozofska usporednica, ki jo rišeš v knjigi, je odnos Sokrat-Platon. Ne? Spet stari Sokrat in mulo fant Platon, vse, kar vemo o Sokratu, vemo od Platona. Tudi vsi Platonovi dialogi bi lahko imeli naslov Starec in jaz. Ne? In zdaj, kaj je res Sokrat rekel, kaj je Platonov dodatek, kaj če je Sokrat samo literarno sredstvo, skozi katerega Platon daje svoje teze. Pri tebi, ne, ti tako neverjetno rekonstruiraš pogovore s starcem. Koliko je to dejansko rekonstrukcija, koliko je to tvoja konstrukcija na podlagi enih feelingov, ki so feelingi, ne pa fakti. Ne? Ja, tako, no. Seveda roman ni policijsko poročilo, ne, to je gotovo. Je pa tako, no, tako rekel, na enem od teh govorov sem rekel, če koga zanima, koliko je biografske resnice, greva lahko po takem pogovoru na kavo, pa mu vse povem. Ja, to je res, ampak takole, veliko tega, kar je noti, je res, seveda. Veliko je pa čutenja. Sami vemo, da ko se ti nekaj zgodi, in potem grejo leta, gre 10, 20, 30 let, in to predeluješ v glavi, spomin ima določene, ali pa človek ima določene obrambne mehanizme, določene, ne vem, spominske prelivanja, preseke, kakorkoli, in se ti zadeve, ki so ti bile nekoč zelo jasne, lahko čez 30 let drugače postavijo, ne? In to so ostanete neki občutki, ki jih lahko sicer dosti natančno rekonstruiraš, ampak ni več to, ne? Zadeve se malo brišejo, imamo pač možnost pozabljanja. Je pa res, da mogoče to pač moja značilnost, se zelo dobro zapomnim besede, stavke, odnose in ta zgodba, ki tukaj je seveda močna in enkratna, to se nam more ti kar tako zgoditi, zato moraš imeti mnogo sreče, pa tudi tak moraš biti, da si to želiš. In potem, ko sem to doživel do neke mere in seveda imel toliko desetletij v glavi z namenom, da enkrat dam na papir, in ko se je to začelo, so se zadeve enostavno ponovile. Ne, in potem sam pišeš in leti, ne, in ker je to povezano in tudi napisano v prvi osebi, se še bolj uživiš lahko v ta dogajanja, v te nianse, inserte, v čustva, v čutenje in mi to ni bil noben pomemben problem. Je pa nekaj, ne, če je osnova učenje nekoga, ki je izkušen, star in nekoga, ki je mlad in neizkušen, je to v bistvu najstarejši način učenja. Mi smo skozi zgodovino naredili šolske sisteme, naredili smo konstrukcijo življenja, to smo pa zanemarili. To imaš srečo, če imaš nono, ta pa nono, ne? In odraščaš z njima, pa sta pripravljena ali pa jih hočeš, sprejemaš njuno učenje, seveda na različne načine. Moje učenje je bilo zelo konkretno, ne? Bilo je učenje glasbe. Kdor si uči glasbo, ve, da je to sploh nekaj še toliko bolj konkretnega in posebnega, ne? In zahteva določen preizkus, tako da ja. To je bila neka izkušnja, danes je pa ta izkušnja na papirju obogatena z literarizirano zgodbo, jasno, da je zadeva ravno pravšnja, se pravi, ničesar ni preveč, ničesar premalo, ker če bi bila pa biografija, potem bi pa mogoče drugače tukaj sedeli, zadeve so lahko bile tudi drugačne, ne. Ampak, gledajte, tudi ko igraš glasbo samo, nikoli ne igraš tako, kot jo igra avtor, tole igraš neko ponovitev, ki se je avtor mogoče nekje zamislil, ti označil, ampak vedno je tvoja. Sprav tudi, ko en najbolj običajen element, ki se ga doživel z nekom, drug dan, kaj šele čez toliko desetletij obnoviš, ni več isti. Mogoče ena zanimiva misel, ki mi je zdaj prišla asociativno, pred leti, no se to ni nič tazga, to lahko narediš kadarkoli. Študentje so poslušali 1,5 ure predavanj na Oxfordu, so šli ven, niso vedeli, da jih čaka en tak bilten oziroma en tak vprašalnik, da naj povejo, napišejo, kaj so poslušali v tisti 1,5 ure. 70% od študentov je napisali stvari, ki jih sploh niso poslušali. Samo 30% je bilo tistega, kar so poslušali. 70% pa ne, so se smiselni, ne. To imamo vsi, ampak se ne zavedamo. To je nekaj najbolj človeškega, da dodajamo, spreminjamo, po svoje obrnemo in tako gre to, ne. Spomin, ste mogoče opazili, no, da še preskočim, zdaj sem že malo dolg, koliko se sploh lahko koncentriraš na neko misel. To je v bistvu zelo kratek, potem ti misel že preskakuje na nekaj drugega, se dopolnjuje. Na koncu se ti še razvoj, kaj sem pa mislil na začetku. Zelo hitro gre to so zelo kratke, smo sposobni samo nekaj sekundno koncentracijo dejansko, ne.
In to je v tem romanu, zato je toliko dolgi stavki, tak ritem je, zelo se preliva čas, prostor. Ne vem, mogoče še ena asociacija, veste, kaj je najhitrejša stvar, oziroma najhitrejše sploh? To ni svetloba, najhitrejša je misel. Ne? Če pomisliš, Pluton, si na Plutonu. Do Plutona je svetloba vsaj 10 sekund, ne vem koliko, ampak Pluton si na Plutonu. Andromeda si na Andromedi, če hočeš. Ne? Se pravi, misel ali domišljaj je nekaj najhitrejšega. Ne? In ko to daš v roman, in to povežeš s neko zgodbo, se zadeva pretaka. Še več bi se lahko pretakala, če bi bil to modernistični roman. Je pa realistično zasnovan za modernističnimi primesmi, zato je še vedno neki ritem, neka logika. Če bi se še bolj lomil, potem je bilo za bralca, sodobnega bralca malo teže, ker smo se, ali pa ste se odvadili nekih bolj, recimo, razbitih modernističnih načinov pisanja. Ja, se to je res, kar praviš, misel je hitra, pa si na Plutonu, pa si v Andromedi, ampak po drugi strani, vsaj jaz sem tako doživel to knjigo, ti me boš popravil, če me vidiš drugače kot avtor. Tisto, kar je mene tudi blazno, ne vem, zapeklo ali kako je, da je to ena najbolj solipsističnih knjig, ki sem jih v življenju prebral. Vse se dogaja, se pravi, celoten roman je en sam tok zavesti. Vse, kar se dogaja v tvoji duši. Vse te obnove, vsa ta preskakovanja v času, ko si hkrati takrat in tukaj in v prihodnosti s svojimi načrti in tako naprej. In šel sem štet, ne, zato ker to je moja bolezen, da štejem in da sem pedanten in piflar. Beseda, ki se najbolj pogosto pojavlja v knjigi, je beseda sam. 212-krat. Ne, mogoče sem kakšno spregledal, 212-krat sam, tudi v variantah samota, osama, osamljenost. In najbolj pogosta fraza je fraza tako jaz sam. Tako jaz sam. Ne? Se pravi, komentiraj, mislim, da je tako jaz sam, tako starec meni, to je genijalen način tudi, kako delaš te časovne prelive. Preteklost, sedanjost, včasih čist ne vemo, kje smo in tako naprej. Ne? Tole si mi pa zdaj pravzaprav kar razkril. Super, prav, hvala ti. No. Namreč moj naslednji roman, ki ga nosim tle sabo, ne, da mi ne bi kjer vzel, ne, tukaj je, skoraj spim s tem, ima naslov Jaz sam. Ja, za Slovenijo, za Slovence bo to malo šok, jaz dati v naslovu, pa še na začetek to si mi ne smemo, ne, to so nas učili, da se ne sme. Lejte, pravzaprav vsi smo na nek način samote, ne. Kakorkoli se družimo, se imamo radi, imamo ljubezni, ampak lej, ko te boli, boli sam tebe tako, ne? Ko trpiš, samo ti tako trpiš in tako naprej, vsak ima samo sam to. In če si še tako blizu z nekom, si na koncu pač sam, ne? To nam je, tako pač je, ne? In sem razmišljal, ja, če hočeš poudariti, ali pa če hočeš karkoli v življenju poudariti, moraš pač poudariti, da si sam, ne? In s tem se spopadaš, ravno tako, kot se spopadaš z vsem, kamor si vržen, s čimer se pač ukvarjaš. Ne? In se mi je to zdela, ta fraza, ta ponovitev, zelo pomembna. Ne? In potem, ko sem to napisal, ne, ker tega veliko noter, sem razmišljal, moj naslednji roman bo imel kak naslov. Ne? Tudi ta se dogaja v prvi osebi, tudi ta je zelo oseben, tudi ta je, nima nič veze s tem, ampak je predzgodba tega romana in ima naslov Jaz sam, ker to je to, ne? Pač se drugega ni. Ne? Na koncu si ti in nič drugega, ne? Vržen v svet, v situacije in tako naprej. In če to ne razrešuješ pri sebi, kako boš pol pri drugem, ne? Se pravi, skozi smo v tem. Mogoče je tudi to, ko sem ti povedal, ne, pri starcu sem bil naslonjen na knjigo, ko sem spal od Falade, ne, kako si rekel, da je avtor, ko sem pozabil, Vsakdo umira sam. In to mi je skozi odzvanjalo že 40 let, Vsakdo umira sam. Roman je sicer taborišča, ampak dejansko je to res, ne, se drugega ni, ne, kakorkoli, ko se tako zdaj razmišljate, pa gledate, pa razmišljaš, vidim po očeh, ja pa se res, ne, ko me boli, mene boli, ne vem, ko me zapeče, mene zapeče, ko mi je okusno, je mene okusno in tako naprej. Ne. Tudi ko uživaš samo ti tako. Ne. In če vsi to počenjamo, poskušaš nekomu razložiti sa svoje najboljše čustva, hitro ugotoviš, da je daleč od tega, ne, da je v bistvu drugače, ne, in tako naprej. Čeprav pri sebi na nek način si zelo blizu temu, da to veš, da je tako, ne. Ampak to besediti, in moram reči, kako besediti neobesedljivo, to je bil tudi eden od stvari, ki so me v romanu zelo, zelo begale, ne. Se pravi, te male nianse, ki so vedno na nivoju čutenja, ne na nivoju razuma, na nivoju čutenja, neobesedljivo in to mislim, da mi je ratal, ne. Zdaj,
to je pač tako, ne? Na koncu si rečeš, ali ti znaš takole pisati, ne? Mislim, zdaj ne bom se hvalil, ampak zase sem zadovoljen, ne? Zelo preprosto. Ne vem, če bom še kdaj napisal kaj božga, tudi s tem se ne ukvarjam, ampak ja, presenečenje, ne? In zopet rečeš, aha, ti sam, ne? In potem si skozi v tem krogu, no? Toliko. Ne, se tudi sam, se pravi, kako sta ustvarila s starcem nek milni mehurček, nek svoj lasten svet in pol obstajata samo vidva sama in vse ostalo vesolje, ki je popolnoma nepomembno, moteče, zoporno, butasto, ceneno in tako naprej. In kako skozi tole, ne, in skozi ta sistem vrednot, ki jih imata in ki jih super ubesediš, ne, kako se neusmiljeno norčuješ iz novodobnih stereotipov, tabujev, to super norčevanje iz novodobne obsedenosti s hrano, s kuhanjem, z gledanjem tovrstnih oddaj, makrobiotika, slow food in tako naprej. Na eni strani to, na drugi strani pa ti pa starec, ki hrustata črvivo mortadelo, 3 dni star kruh, ki ga namakata v mleko, kjer je treba čim bolj hitro pojesti, zato ker hrana je nepotrebna zguba časa, nujno zlo, ki te odvrača od poti v višje sfere in tako naprej. Nekaj najbolj smešnega v knjigi je opis običajnega kosila, ki traja manj kot 10 minut, skupaj s šprintom do najbližje gostilne, šprintom nazaj z opečenimi usti in požralnikom, čim prej uliti vase vrelo juho, čim prej goltat neprežvečene dunajske zrezke in solato in krompir in hitro nazaj za klavir. Mislim, Platon, jaz ne bi rad težil s filozofijo, ne? Ampak tisto, priti ven iz votline, biti čim več zunaj votline, delati umetnost, ampak na najtrši možni način. Hardcore, drill, muka, trpljenje, disciplina, nobene permisivnosti, nobenega božanja, nobenega govorjenja lepih besed, pa koliko si dobro ti, če nisi, a ne? Narobe si odigral, drgni lestvice še naslednji teden, ne? Mehčaj prste in tako naprej, drill in potem hitro spusti v votlino, pač da telo ne umre in potem nazaj ven. Super, ne? Super. Ja, mislim to, kar si povedal, mislim tudi danes, ne, se poglejte, vsak si pač naredi svoje življenje, vsak ima svoje prioritete in smisle, ampak meni je ravno te, kot je recimo hrana, mi je smešno, mislim, hrana je nekaj, kar pač ješ, ne, zato da ne umreš, big deal, mislim, kaj zdaj, a bi iz tega delu znanost. Se veliko saj meni, govorim zase, splača učiti, se pravi, da uporabiš ves čas, ki ti je možen in ki je na voljo in vemo, da v sodobnem tempu tega ni ravno veliko, kaj boš drugega, ne? Zdaj, če pogledam to zgodbo, ki je tu, te ni bilo veliko časa, ne? 2 se učita, čas je zelo omejen, glede na to, da je mladenič že zamudil 20 let, zdaj bo pa še se ukvarjal s kuharijo in s podobnimi stvarmi, to je čista zguba časa, ne, še danes tako mislim, jaz pač jem, če bi kdo z mano, dobro, če sem v družbi, se trudim jesti kakor tok človeško, ampak mi je to vse nesmiselno, po okusi, pa gor, pa dol v redu, rojstni dan, ajde, malo boljš ješ, pa drugače, kaj bi se s tem ukvarjal, nimam časa, reč druge stvari počenjam. In se mi je zdelo to tudi smiselno poudariti, ne, da če ti je pač smisel prehranjevanje več kot učenje, ok, ampak meni to ni, zato sem se tudi s tem malo ponorčeval, ja, na nek način, ker se mi zdi, če je, kaj je vredno se učiti, napredovati se spopadati z nečim. Meni bi pravzaprav zame osebno izziv delati nekaj, kar še nisem delal, ne. Če vam dam primerjavo, sem študiral res glasbo, star 20 let sem prvič note spoznal, sem študiral umetnost v zgodovino, ko sem šel sicer na primerjalno na sprejemne, tam mi sicer ni bilo treba se učiti, ker sem to resno, ampak pa sem zamenjal, pa sem vzel umetnostno, ker vam povem po prvič, nisem vedel, da je Michelangelo. Niti približane, pa danes dobro vem. Pa sem potem delal magisterij fotografije, ki praktično nisem imel na fakulteti, pa teorijo oblikovanja, ki pa sploh nisem imel, ne. In tako naprej, in ko to nekako se štejem, ugotovim, da mi je vedno izziv delati nekaj, kar še nisem delal, ne. In s tem delati potem seveda zelo intenzivno, naporno, ure in tako. Ker tisto, kar si že delal, pa ti gre, ne vem, meni to ni, ne. Je pa nekaj res, tle sem se zdaj ustavil, ne. To mi je zdaj zadnji hobi ali pa strast, bom rekel, in dvomim, da bom še kaj tretjega naredil, no. Ampak nikoli ne vem, če bom zelo, mogoče pa, no, nekaj me že mika. Ampak moram prej še par stvari napisati, to bom pa videl. Tako da ravno ta izziv spremembe, ne, in se pravi, če se ukvarjaš toliko intenzivno z učenjem, z umetnostjo, ki mi je prioriteta,
In kaj bi tle delala, ne vem, hrana. Včasih človeku še umivati, mislim, to se moramo, ja, ker smo pač v službah, ne, ampak če bi živel v kakšni koči sam, še to ni pomembno toliko več. Enostavno, če ne motiš nobenega s tem, da si sam sabo pač to tako enaju, ali pa glavna junaka te zgodbe ni nič motlo, ne, zato ste bila zaprta v nekem prostoru in vse ostalo je bilo odveč. Zato sva hitela. Je pa res, da je imel dejansko pravi, dejanski starec do tega pač odnos, tak, ki ga imam jaz tudi danes in me to naučil, ja, pojej pa pet, ne, kaj boš tam dolgovezal s tem, ne, in zapravljal čas. Ok, jaz sem odvisen od sladkarij, ne, zdaj sem si prvožil sladoled, to ne moram, za tega bom umrl. To mi je res strast, ampak to tudi požrem, ne gledam na okuse. Tako da, ja, hotel sem malo to izpostaviti, je pa res, da če gremo v čas, kjer se ta dogaja, takrat hrana ni bila tako potencirana, kot je danes, ne, ko imate 20 programov na televiziji, ko se kuha, ne, mislim, ko se delajo palečinke, pa zlani Slovenci delajo palečinke, pa se to neverjetno, kdo to gleda, no. Mislim, boš zapret pa dejansko sam narediti palečinke, ajde, ne, kakor to sploh gleda, meni smešno, no. Reč, kako knjigo prebrati, če kdo še bere, ne, tako da ja, to mi je bil, hotel sem to napisati, malo cinično spodbost, dajmo se še s čim drugim ukvarjati, no. Se torej, kar zdaj odpirava, so na nek način obrobne teme, ampak izredno sočne, žmohtne, glavna tema šele pride. Moj kolega, ki je profesor slovenščine in ki je povabil ljudi, ki bi jih to zanimalo prek elektronske pošte, je rekel, da je tvoj roman pedagoški roman in o tem bi jaz zelo rad podebatiral, ampak najprej to, če dovoliš, se vse skupaj bo vzelo pol minute, ne. Na prvi strani poveš, da pač si se znajdel kot fant v slabi situaciji, ki se ti zdi grozna, brezizhodna in da zdaj je treba nekaj spremeniti in sem se odločil nekaj spremeniti, se srečevati s starcem, pa čeprav bi srečevanja lahko prinesla veliko nepričakovanih, neobičajnih, težkih stvari, nepredvidljivih trenutkov, ko bom na preizkušnjah, ki me bodo občasno presegale, hkrati je vse skupaj predstavljalo velik, največji možni izziv v okolju, kjer sem takrat živel. Jaz bi prosil, da opišeš, kako si ti takrat videl to okolje, ki sem ga tudi jaz doživljal, ne? In mi ni bilo fajn. In praviš, potrebno je nekaj spremeniti, prevetriti stanja, v katerih sem se počutil v glavnem slabo, naveličano, občasno obupano, z najbolj črnimi mislimi. Zelo dobro vem, kako se je tako počutiti. Ampak recimo, kako ti opišeš ljudi, ne? Par najbolj tipičnih primerov, kako opišeš svoje okolje. Že bežen pogled na okolico z lahkoto dokazuje človeške neumnosti, plehkosti, duhovno revščino. Nič ne bom ovinkaril, o ljudeh imam milo rečeno bolj slabo mnenje. Pripričal sem, da jih ta svet niti ne potrebuje, brez njih bi bolje shajal. Ljudje te pogosto razočarajo, nezanesljivi so, številni večinoma plitke pameti, kmalu se začnejo dolgočasiti, imajo omejen krog zanimanja. Običajno prevladuje ukvarjanje s hrano in počivanjem in vsakdanjimi že navajenimi obveznostmi. Glave kaj kmalu po osnovni in srednji šoli ne uporabljajo, skoraj nič več. Ne glede na izobrazbo so šibke pameti. Vse je tako izpraznjeno, nepomembno, ljudje nezanimivi, dolgočasni, topoglavi, votli kot gnijoči štori. Na večini obrazov in v očeh vidim posmeh, neumne poglede nevednosti. Ljudje so brez vsakršne fantazije, nič si ne upajo, vse je tako omejeno, nazadnjaško, podcenjujoče, če je kdo na kakršenkoli način drugačen, gorje mu. In še ta zadnji, preživeti je treba v tem nič kaj prijaznem svetu, med nič kaj prijaznimi ljudmi. Ljudje skozi čas življenja odpadajo kot gnili sadeži, večina jih začne prezgodaj gniti in zaključijo iskanje, ni več potrebe po raziskovanju, ostanejo na eni in isti stopnji razvoja. Kar velja za vse tukaj omenjene ljudi, velja tudi za profesorje. Ja, to, kar si prebral, je neka kombinacija besed starca in besed mladeniča, čeprav več starca. Ne? Zdaj, če gledamo iz oči starca, ali pa če hočete moje, ja, se strinjam s tem. Govori pač nekdo, ki ima za sabo desetletje izkušenj različne zgodbe so se mu zgodile in ja, jaz sem optimistični ali pesimistični optimist. To je kombinacija, ki velja v zadnjih desetletjih, ampak takrat ni obstajala v psihiatriji,
ker sem se pogovarjal z nekom in sem to povedal in so rekli, ne, zdaj pa to obstaja. To pomeni, da vztrajaš, se boriš, ne popuščaš, imam pač gensko značilno, da zlepa ne popustim, gotovo, ker drugače bi se mi lahko marsikaj, to bi se skupaj zgodilo lahko drugače moje življenje. Ampak kljub temu, vsak pri sebi dobro ve, s čim se ukvarja, kaj dela, koliko je vztrajen in tako naprej. Ne. Moje izkušnje so, da je zelo majhen procent ljudi, ampak govorim iz izkušenj, se pravi, govorim na nivoju znanja. Pustimo zdaj, imamo različne stvari, nekdo je dober kmet, spoštovanje vredno. Govorim tisto, ko delaš, delaj, karkoli že to je, delaj z res močjo oziroma z vso svojo energijo. To zagovarjam, ne, oziroma to zagovarja tudi starec. Ne. Malo ljudi to dela, ker če pa gremo seveda skozi razvoj, dejansko ljudje, ne vem, nekdo naredi srednjo šolo, gre v službo, pa konča in tako naprej se te zadeve končajo na nek način. Ne. Če gledam sebe, samo logika, ampak to govorim sam za sebe, za svoj izziv, pri mojih letih, pri udobni službi, mi tega res ni potrebno delati. Ne. Zakaj bi se dodatno matril, zakaj bi ostajal? Posledica tega je, da se zbujem ob 3, ob 4 že vstanem in hodim spat ob 11. Ne. Se pravi, cel dan nekaj počenjam, tudi takrat, ko hodim po cesti, pa kavo pijem nekje, sigurno nekaj mozgam, ne, da potem v neki uri naredim. Ne. Sem si pač naredil tak življenje in meni osebno so pač te zahteve takšne. Ne. Vsak pri sebi pa seveda ve, koliko in kaj. Ne. Jasno, da si noben ne bo priznal, bo mislil vsak pri sebi si misli, da to, kar delam, je pa sigurno največ. Z mojega vidika je vsem to drugačne. Tako da ja, so zahteve, ki sem si jih zase postavil in potem za okolico pač takšne. Ne. In še danes priznam, ko mi nekdo jamra, joj, tole pa uturujem, pa to mislim, da je nehi, no prosim. No. Mislim, tako naprej. Ampak govorim, ljudje delajo še več od mene, so tudi pametnejši, da ne bo kdo razumel, da sebe zdaj postavljam gor, sem sam svoj primer podal. In dejansko, ja, tudi moje izkušnje do sedaj, če pa to povežem sploh z junakom, ki je star 20 let in ima zelo slabe izkušnje s šolanjem, saj s klasičnim šolanjem, za katerega je tudi sam delno kriv, no, to moram priznati, ampak tukaj nisem šel v take detajle, ker pa bi bil roman redundanten, ampak tega sam je malo, ne, ker vseeno izhajam, da mladi so, to kdor uči dobro ve, sploh če rad uči, mladi so dejansko pozitivna bitja, ne. Mlajši, ki si bolj si pozitiven, jasno, večji, ki si manj si, ampak še vedno, mladi v osnovni šoli in srednji šoli so pretežno pozitivna bitja, vsi si želijo nekaj narediti, vsi si želijo nekaj priti, saj nekaj narediti in potem se zadeve ponovadi končajo za 2/3 ali več čist drugače, ne, ker te nek sistem, osebni odnosi, učitelj ta, kuno in to gor te pač svoj. Jaz nisem imel sreče, imel sem pa srečo dejansko, da sem pač dobil osebnega učitelja in to je največ, kar se ti lahko zgodi. Ko danes gledam nazaj, ne, to brez veze, da povem, dobro, da sem gor vstal, ker ne bi starca srečal. Ja, hotel sem pač povedati, da bi moral šolo menjati. Ne, dobro, da sem gor vstal, ker se to ne bi zgodilo. Ne. Res je tako, no, tudi to so moje izkušnje, tako kot je tudi dejal starec, vse je za nekaj dobro. Ne. Se pravi, tudi če se ti nekaj zgodi slabše, se ponavadi, če vztrajaš, lahko obrne. Edina stvar, ki se mi zdi, da lahko človeka pa res sesuje, seveda pa bolezen, tukaj pa ne moreš nič in to ni v tvoji moči. Ne. Se pravi, tisto, kar ni v tvoji moči, to pač ne vplivaš, vse ostalo, ki pa je, dejansko izhajam pa sam iz tega, uči se in to je to. Mislim, to je moje poslanstvo. Nekdo drug, se pravim, ki je dober v nekih drugih poklicih, super. Poznam ljudi, ki so odlični na področju, ne, avtomehanike, da se ne bo zdaj kdo razumel, ne propagiram samo učenje, ne, ampak vsakašno delo z strastjo. Tukaj večkrat se mi zdi, da omenjam ta strast, erotična strast, da to ne pomeni telesna, ampak erotična strast do predmeta, ki te zanima. Ne, ali to, ne vem, karkoli, ne. Svet, mislim, možnosti so ogromne, mene pač zanima umetnost, literatura in umetnost nasploh, ne. Še celo včasih moče preveč, ne, ker ko greva ženo, tukaj ni konca, ne. V bistvu, če greva kaj v tujino, bož da ne pogledam kakih priročnikov, ker pol so od jutra do večera po galerijah in posod in to je za nekoga, ki pač ni tak, kad je zelo naporno, ne, ker to je 10-12 ur in je to tako, ampak to je moje življenje. In v tem so si starcem identična, ne? On na svoji poti od hlapca do skladatelja, ti na svoji poti od največjega luzerja na gimnaziji do doktorja, ne? Ampak vseeno tole, ne?
Kaj se mora zgoditi, da najbolj načitan ali pa en najbolj načitanih dijakov na gimnaziji ima popravni izpit iz slovenščine? Ne? Kaj se mora zgoditi, da so take neverjetne težave pri nekom, ki vidiš, oziroma drugače, mogoče to pustilo za kakšno minuto naprej, čeprav čas je zelo kruto odmerjen. Ne? Tisto, kar je, se mi zdi, srce tvoje knjige, je ta pedagoški moment. Ne? A ni čudno, da pravi pouk, resnični pouk, kjer imaš popoln parsta s starcem, on popolnoma predan poučevanju, ti popolnoma predan učenju. Popolnoma predanost učitelja učencu, brezkompromisna, ljubeča, popolna predanost, ampak ta ljubeča spet ne v smislu neumne, bebave permisivnosti, kjer se hvali, kar ni vredno hvale, ampak je vredno graje, kjer se nagrajuje nekaj, kar ni dobro in tako naprej. Ne? Trd je starec, nepopustljiv, neusmiljen in jaz tudi kot učitelj ga imam v spominu kot človeka, ki je vzbujal strahospoštovanje. Jaz ko svojim dijakom razlagam pojem strahospoštovanja, dam primer starca. Kako je bilo to čudno, ko nekaterih učiteljev sem se enostavno bal. Profesorja matematike, profesorja kemije in tako naprej. Starec je pa stopil v razred po svojih 80 letih in ljudje so otrpnili. Ne? Alfa samci v razredu so postali taki, čist potiho dihali, ne? Da raje sploh niso zbujali njegove pozornosti, kot da bi bili deležni njegove jeze. Tudi časi so se tako spremenili, da tak profesor ne bi bil dolgo profesor, to oba veva. Jaz ne vem, kako ti funkcioniraš kot profesor. Jaz funkcioniram tako, da zjutraj, ko pridem v šolo, sedam na špago in potem se na tej špagi vozim, od ure do ure samega sebe vozim in blazno pazim, da se ne prepustim preveč čustvom, ker tega dijaki ne marajo, to jih prestraši, kaj šele negativnim čustvom. I smile when I'm angry, kot bi rekel Leonard Cohen in tako naprej, kar je naporno. Zahteva živce, ne? Ampak temu se reče biti politično korekten učitelj danes. Ne? No, ampak tisto sem hotel reči, zdaj sem jaz predolg, se opravičujem, da najboljši in edini pouk, ki je vreden tega, se ne dogaja v šoli se dogaja brezdušen drill, kakorkoli, bo lahko kdo rekel, da si pretiraval v teh opisih, mislim, da niti ne. Resničen pouk se pa dogaja tam, ena na ena, popolna predanost, ali pa ni hecno, ironija vrhunska. Resnični pouk se dogaja v zaporu, ko je starec še mlad skladatelj in sreča znamenitega, razvpitega mladega pisatelja, ki ga uči in celica postane prostor svobode, prostor duhovne svobode, učenja, srčnosti in tako naprej. Ne? Ja, takole bom začel. Ko sem delal doktorat, pa je... Jaz kaj kriv? Ko sem delal doktorat, pa je prišel mentor k meni po enih 2 kavah in rekel, da se mi od zdaj naprej tikati, sem rekel, stopanje v redu. Ne? Namreč, učenčeva naloga je, da brezmejno spoštuje učitelja in mu zaupa do konca. Ne? To je bilo moje vodilo. In ko mi je mentor rekel, sem rekel, zdaj bo šla Mija na natikanje, to pomeni na prijateljsko raven, je odgovornost še večja. Ne? Kot je nekdo prijatelj, ne pomeni, da ti bo popuščal, če se učita, ne? Lahko ti popušča, ne? Pri igri je človek najezi se, ampak ko pa se učiš, je pa zadeva skrajno resna in v tem primeru se mi je zdelo takole, ne? Če postavimo učitelja kot avtoriteto, to je starec za svojim znanjem in postavimo pač fanta, tudi on starca vika, starec njega tika, ker je tudi, se mi zdi pomembno, ker ne moreš, dejansko ne moreš mladega oziroma starega učitelja ne moreš tikati, moreš ga vikati, čeprav sta lahko najboljša prijatelja. In tu to vzpostavi, se pravi, na eni strani starec, ki da vse od sebe, drugi strani pa tisti, torej mladenič, ki se hoče učiti, tudi da vse od sebe. Pričemer v tako kompleksnem, močnem odnosu, tako zahtevnem načinu učenja, tako taki veliki predanosti, zahteva se ta predanost, je vedno možnost, da če mladenič ne zdrži, pač ne pride skozi vrata. Nihče ga ne tera, da mora iti. Ne? To je nekaj najbolj običajnega. Teraš se sam, ker veš, da je to edina pot, da boš kaj več naredil, ker tako je jasno, da mi ne moramo v klasičnem šolanju pričakovati, da se bo nekdo posvetil tebi, če je v razredu 30, 33 in več. Ne. Edino, kar je to,
še enkrat ponavljam, to je moje mnenje, mladi so v načelu pozitivni, v načelu si vsi želijo nekaj učiti, nekaj znati. Je to malo ali veliko? Konec koncev verjamete, da vsi učni programi so taki konstrukti, da nekateri so grozljivi, nepotrebni in tako naprej, da ne bom dolgovezal sploh pri kakih predmetih. Šolati se to ne more, ampak kaj ti pa lahko da? Dati prijazno besedo, lahko, da ti pač stopiš nasproti, da ga ne loviš na vsako napako, ampak da spregledaš. Jaz sem si rekel, če bom jaz zdaj učil, prva stvar, kar bom naredil, ne bom lovil napake. Ne smem sicer povedati, tam je neki moji študenti, ampak ti imajo ustni izpit, na enem drugem faksu imajo pisni. Če mi pod vprašanje, ki ima drug naslov, napišejo pravilno neko tretje vsebino in dam vse točke, pač vprašanje ni bilo to, ampak on vsem zna nekaj drugega. Če bi bilo uno, bi pač znal. Res, da to ne moš delati čez vse, ker to ljudje niti ne vejo, pa reš prazno daje, ampak hočem reči, malo stopiš nasproti, mu ponudiš mlademu neko malenkost, zadeva se tako spremeni, ker vsi si želijo nekaj znati, verjamete. Ampak ko ti nekdo, to pa je posebnost mladih, vsi smo bili, ti nekdo naredi enkrat nekje neko napako, ker te je zelo prizadela in smo zelo različni. Za nekatere je to zelo malo, za nekatere mora biti veliko, se ponavadi zgodi ravno obratno, se zakrkneš, se odmakneš, si jezen in podobno. Meni se je to zgodilo, jaz vsa šolanja, ki sem jih imel, sprav osnovna in srednja, sem imel srečo, da sem imel v Bovcu zelo dobro, odlično Toršico za slovenščino. Pred tem, ko sem bil še na enih drugih šolah, katastrofa za moj pogled, pač v Tolminu tudi nisem imel sreče za moj pogled in na koncu sem bil seveda jezen, ker predmet, ki bi ga moral imeti najrajši, ker prebral sem pač čisto vse, kar se je dalo večkrat po moje vsi skupaj s Toršico urediti, pa ti pač to ni to, ampak to je moja osebna travma jeza, zato sem si rekel, bom dal to noter do neke mere, ker konec koncev bistvo romana ali pa eno od bistvo je učenje, predanost, energija, ki jo daš in to res do konca. Še enkrat ponavljam, to v klasični šolanju ni možno, tam je možno samo nek prijazen, ne vem, odprt odnos, nek pogovor, pa mogoče malo recimo spregledati, ker a kdo moče bral, toplo priporočam Počasnost nemškega avtorja, roman je celo v učnem gradivu za nemške srednje šole, avtor je Sten Nadolny, toplo priporočam, Sten Nadolny Počasnost, sploh kdor se ukvarja s pedagoško dejavnostjo, bi moral nujno. Vsak otrok, vsak človek ima svoj tempo. Šolski sistem ti ustvarja samo en tempo, 45 minut, 20 minut, kakorkoli je kontrolna naloga. To je izjemna represija, to je tudi nesmisel konec koncev. In tukaj v takem odnosu imaš lahko tempo drugačen, ki ga seveda v šoli ni in ker ga tam ne more biti, bi človek pričakoval, saj jaz to upam, da dosegam tam, kjer učim, prijaznost, se pravi nekaj, da odpreš, ker res mlade zanima, verjamete, to ni ben problem, da se ne bi kdo hotel učiti. Tega je zelo malo, to so pač tisti, ki pa tega je par procentov. Kaj je najhujša stvar, ki jo lahko učitelj naredi učencu? Ja, zdaj si me pa, ne vem, to bi moral prav pomisliti. Meni je bila dejansko najhujša nikoli nobenega, pa ne vem, če takole pomislim, zakaj nismo nikoli 5 minut prej končali, zakaj nismo, ne vem, malo se nasmejali, zakaj ni enkrat bil tisti cvek dvojka, zakaj, če tako povem, imam eno travmo, vam jo odkrijem, se konec nič takega ni, kjer sem jo jaz doživel v gimnaziji, v prvem razredu smo se lahko javljali in smo si napisali, kdaj bo kdo javil se in to je šlo par mesecev, potem pa se je zgubilo, ker nekdo se ni in potem se to poznamo, ponad pol imaš težave, ker se nekdo ne, pol pa Toršica ni več to imela in smo bili tako vprašani. Jaz sem bil še, tako in je bila pred mano ena sošolka vprašana, profesorica je dala dve vprašanje iz literature in enega iz slovnice. Literatura je znala odlično in je rekla takole, ne bom te vprašala slovnice, da si ne boš pokvarila oceno in je dobila 5. Potem sem bil jaz na vrsti, podobna stvar je bila, znal sem zelo dobro po mojem mnenju, nič me ni popravila, 2 vprašanje iz literature, pa sem bil še vprašan slovnico, da sem dobil 2 ali 3, mislim, da 2 ali 3, ker slovnico nisem znal. In moram reči, sem bil tako jezen, je pa nekdo iz razreda rekel, profesor, zakaj ste pa njega vprašali, se je lik tako znal, kad ona še to, da ja, tako sem naredila, to je moja stvar, tako sem naredila in tako je. In moram reči, meni se je to tako obrnilo, tako sem bil jezen, se rekel, ne, to pa ne bo šlo tako. In seveda pol začneš biti žleht, nagajati in tako naprej. To je bila pol moja krivda, ker sem ga polomal. Krivda profesora je pa bila, ker ni bil enak. Se pravi, ti v šoli moraš biti enak, lahko si zelo strog. Jaz sem bil rad stroge, to sploh ni problem, strogost je nekaj, kar mora biti.
ampak če si pošteno strog in prijazen hkrati, se pravi, če gremo spet k mojemu mentorju, ki je bil zelo strog z mano, ampak je rekel, zdaj se pa mi dva tikava, se je rekel, zdaj bo pa treba res garati, zdaj pa treba res delati. Ne? In ko so šla mi s starcem v kontakt, je bil tako strog, da so se meni krepko tresle hlače, pa so bila najboljša prijatelja, dejansko kot človeka prijatelja, in ga še danes pogrešam, moram reči, bi se kdaj tako malo pogovarjal z njim, kaj bi on rekel, da nam zelo zajo. V glavnem, ja, strogost je nujna, ker tudi če gremo na Platona in Sokrata, verjemite, da kadar je učitelj, je strog. Učenec mora pa poslušati. Ima pa vedno učenec možnost iti stran. Ne? V klasičnem šolanju je to malo težje, ker pač si v šoli ne smeš hoditi po cesti, ker je zakonsko prepovedano, ne? Moraš biti v srednjih šolah, no tam niti ne. No? Ampak kljub vsemu, tukaj pa greš lahko stran. Ampak ravno to, ko si res odvisen od sebe in nič te ne ovira, da greš, te ponavadi zadrži, da ne greš, da hočeš ustrajati. To je bilo moje mnenje. Ne? In tudi danes, ko nekaj delam, no to pač tak sem, to delam res do konca. Pa tudi si mislim, edin tako, ki je rekel stare, če me bo zdravje, okej. Tam res ne morem staviti, me pa ne more, ker gre samo star časa, ne? Če ti ne uspe v 1 uri, v 8 urah, v 1 tednu, tako naprej. Umetnostno zgodovino sem se učil približno 20krat več kot moji sošolci, če so se oni učili, ne vem, 1 teden sem se 2 meseca in tako naprej. Ampak rabiš čas, da to spoznaš, ne? To mladi še ne vejo, lahko to učitelj pomaga in pove, ne? Iz svojih izkušenj, na primer. Ja, drzno si kot vrednoto izpostavljati stvari, ki so tabu. Ne? Se pravi, po eni strani drill, trd fizični drill, učenje na pamet, ko jaz danes kot profesor učim o pomenu učenja na pamet, izpadem pač nekdo, ki je izpadal en drug čas, dinozaver, mlajša kamena doba in tako naprej. Ne? Danes se opeva nove tehnologije, miselne vzorce in tako naprej. Iz vsega tega se starec odkrito norčuje in ti očitno tudi. Drill, mehanizmi, ponavljanja, 12 do 14 ur vadbe na dan, tudi ko se voziš z avtobusom k starcu in nazaj domov študiraš glasbeno teorijo, v nemogočih razmerah, v mrazu, ko moraš najprej, ne vem, pol ure telovaditi tam pred tistim pianinom v vasi, da sploh lahko igraš in tako naprej. Blazno nepopularne stvari, danes tega večina noče slišati. Ne? Še huje pa je to telesni moment. Ne? Se pravi, izredno ta duhovna, ta visoko duhovna zadeva se dogaja na čist telesni platformi in tukaj noter nisem veliko knjig in glasbe in tako naprej, ampak tudi veliko sline, urina, vonjev, že govoriti o lepem starcu se marsikomu sliši pač protislovje oziroma oksimoron. Ne? Ti govoriš o tem, kako je, če se prav spomnim, ko je Naju učil starec, je bil star 80, ne? Najstarejši profesor v mojem življenju, danes verjetno se to sploh ne more zgoditi, ker to zakonsko ni dovoljeno. Takrat je bilo in hvala Bogu, da je bilo, ne? Ampak tisto lep starec, ki lepo diši, ki se veliko slini, ki lula v kanglo in tako naprej, ti čistiš za njim in tako naprej. Lep opis ljubezni bi jaz rekel, ne? To je ljubezen. Ja, nekdo je predelil ta roman tudi ljubezenski, ni sam recimo pedagoška poema. Je tako, no, tak odnos zahteva res odnos učenja, se pravi, da temeljiš na predanosti, zahteva predanost, totalno, in je neka ljubezen, je neka strast, neko čutenje in kadar imaš nekoga rad, se veste, ni ben problem, vonjave so tudi sam stvar neke konvencije, dejansko, ne. Če bi šli v zgodovini nazaj, smo ljudje vsi, ta najbolj čisti, zelo veliko smrdeli. Tako da to ni, če si z nekom blizu, to noben problem ni, to, če pogledam čisto iz osebnega, kaj je problem neko urino čistiti, nekoga nekje uprat, mu pomagati, če ti pač to je blizu. Kdor ima koga rad, dobro ve, da so ti vonji drugačni. Ne? V takem odnosu, kjer se vse to združi, je tista vezljivo tkivo glasba, kdor se uči, res mora dati vse od sebe, če hoče napredovati. Eno od teh stvari in značilnosti glasbe je učenje na pamet, drill. Če gledamo spet nazaj skozi šolske sisteme zgodovine, malo vemo o tem,
Šele za časa, mislim, da Gregorja Velikega so ljudje začeli tiho brati. Prej se je vedno bralo na glas. Mi smo navajeni tiho brati in to so uvedli zato, ker so rekli, to intimno branje, tiho bereš, ker si bliže v Bogu in je bilo v te namene začeto. Pri tem so pa tisočletja, recimo 3000 let, ko se začne, ne vem, 4 pisava, ljudje brali na glas. In jaz berem na glas svoje stvari, sicer romane, tako ne, ampak vse, kar sem se učil na glas. In kdor to počenja, ve naslednje. Ne samo, da si primoran, ko se učiš ali pa ponavljaš na glas, primoran pravilne stavke tvoriti, se poslušati, torej si vključil tudi sluh, misel, kako tvoriti stavke in hkrati še pomnjenje uriš, ker si ustvarjaš prave sisteme. Ko gremo spet v zgodovino, so se ljudje dejansko učili vse stvari na glas. V Afriki imate zelo lep pregovor, ko umre starec, umre z njim knjižnica. Se pravi, so pač starci, ljudje, stari imajo v glavi, ker ni bilo in tudi če danes v marsikaterih plemenih ni pisnega vera, imajo to na pamet in učijo svoje, ki prihajajo na pamet. Mi smo to res zanemarili zaradi novih medijev in tako naprej, ampak to nam je ustvarilo veliko razpršenost. Verjemite, da mladi imajo zelo velike težave s koncentracijo. Če se učiš na pamet, tega nimaš. To vem pri sebi, ker urim tako, ker se danes ne učim več na pamet in da mi je ne bilo dolg cajt, sem se naučil vsa glavna mesta vseh držav sveta. Sicer sem pozabil še neke otoke, pa ameriške, ampak unih 197 do 208 še vedno vem, saj upam, no. Ker se mi zdaj nekaj pa moram, in sem zdaj nekaj iščen čas, da bi se mogoče učil Prešerne na pamet. Se pravi, starec me je dejansko to naučil, on je ponavljal latinske reke. In dokazano pa je, da ko gremo proti starosti, se učimo na pamet, imamo manj možnosti demence. Demenca je tudi posledica novodobnih medijev, ko imaš razpršenost mišljenja, razpršenost razmišljanja, skratka možgani so tako kot internet. Klikaš in tako letijo misli. To si ne smemo dovoliti. Knjiga je skoncentrirana zadeva, če znaš knjigo na pamet, znaš nekaj skoncentrirano na pamet. Če znaš ti na pamet nekaj iz interneta, znaš fragmente. To ni dovolj. Demenca je stvar fragmentacije misli, če sam tako povzamemo. In verjemite, sicer ne govorim, ker nisem medicinc, ampak je tudi to gotovo vzrok, ne samo prehrana in podobno, ampak starec mi je lepo rekel, bolj ko boš star, bolj uri možgane s tem, da ponavljaš na pamet. Tako da vam priporočam in mladim in starim karkoli dobro, pa tudi če so to karkoli, je to zelo dobro, ker se uriš sistema, ker če ne živimo po sistemu, imamo težave. Poglejte živali, na primer, psa, kdor ima, vsak dan ob isti uri gre na WC. Zelo blizu. Če mu pobereš sistem, ga peleš na morje, ima težave. Je v isti uri. Sprav žival nam zelo dobro da povedati in to vse živali na isti način, približno, skoraj, imajo nek ritem, sistem, ki je čist naraven. Mi ljudje ga hitro kršimo. Kdor ga ima, veliko več naredi. Se pravi, ima nek ritem, veliko več se nauči, veliko več lahko napiše, veliko več lahko ustvarja. Več, ko ga kršiš, bolj si raztresen, manj narediš. Bolj si razrvan na nek način na koncu in lahko zaradi tega tudi imaš nesrečen, kakorkoli. Jaz sem si pač naredil nek ritem, ki je moj, ker imam tako, kad je v eni otroški vici, nekje sem prebral. Pri nas doma ima vsak svojo sobo, razen oči, ki je pri mamici. Dejansko, ja, moja žena ima pač svoj, ker je znanstvenica, se ukvarja in jaz sem si najdel zelo dober, ker ne morem, doma tudi ne zdržim pisati, pišem po javnih lokalih. Se pravi, po javnih mestih me lahko vidite in to na najbolj nemogočih prostorih, kjer ne bi prijatelja pelil na pijačo. Zakaj? Prvič zato, ker sem navajen že tudi študirati, študiral sem vse od zunaj, na Ljubljanskih Žalah sem glavnem naredil te fakse, pa po cest. Prvič sem si možgane tako nekako zuril, da me ne moti nič zunanjost in celo koncentriran kljub šumom zelo dober, tako da je zelo navaren, da me kjer takrat pa potrese, tako od zadaj imam lahko težave od šoka, da ne slišim ne glasbe, ne muzike, ne nič, me lahko sam zmot, in to se mi je samo ene parkrat zdaj zgodilo, kakva frekvenca glasu, ki mi je pač poteča lahko, da ostalo ne. Se pravi, koncentracija na mesto, kjer te koncentracije ne bi smelo biti, ti zuri, da si skrajno koncentriran, to je moja pot. In na tak način lahko izkoriščam prostore. Zdaj, ko sem čakal, sem tam v enem lokalu popravljal naslednji roman, tam eno urco sem delal, 1 uro, prej sem pa strip bral, ker vmes berem stripe, ker ti sprosti možgane. Nekaj je pa res, to je tudi moja izkušnja. Če delaš veliko z glavo, moraš vmes najti mašila, ki so najbolj enostavna. Se pravi, jaz imam stripe ali pa kakšne zelo poceni filme take, kjer je veliko mrtvih, da akcija pa to, da pač pasem možgane. Ker ne moraš pa skozi biti na unem presingu, to je pa prehudo. Nek hobi si moraš najti, kakršenkoli to pa je ta ura sprostitve. Ja, to je moja izkušnja, da
se naučiš koncentracije, eno od teh je gotovo učenje na pamet. Včasih smo se pesmice učili, danes se tega je zelo malo v šoli, ne? To je bilo fajn, ne? Zdaj pa ni več. No. Čas je en ključnih problemov tvojega romana in na sami formalni ravni in tudi vsebinsko. Zdaj, organizator nam je začrtal časovni okvir tega pogovora 1 uro, jaz pač imam tukaj vprašanje še in bi lahko tukaj sedel dolgo, ampak očitno to ne bo šlo. Če te vprašam, par stvari sem se spraševal, ne? A je kakšna cena, ki je ne bi bil pripravljen plačati? Marsikdo bi rekel, da je bil, mislim, da je račun kar visok, ne, za ta sicer pouk, ki je popolnoma izven standarden, ne, ki se ga ne da kupiti za denar. To se ne plača v denarju, to se plača drugače in ti si, a me zanima, je kakšen račun, ki ga ne bi bil pripravljen plačati, za to isto, kar si dobil. A misliš takrat? Ja, bi bil, ja, seveda bi bil. Se pravi, jaz sem v romanu plačal, če ste prebrali, ne, na en sam način. Če bi bilo tega preveč, ne bi šel čez, ja, bi nehal. To je Starec dobro vedel. Tako da neka cena se mi zdi pa čisto normalna. Ne. Zdaj se je stvar čisto osebna. Še enkrat ponavljam, ko si z nekom v tako močnem odnosu, je ljubezen na nek način. Pustimo zdaj, koliko je te ljubezni, ampak neko pripadnost se mi zdi čisto normalna. In si pripravljen nekaj plačati, da bi pa tole preveč, to pa je tudi Starec vedel, ne, ker če se pravim, v takem odnosu oba vesta in sta vedela, kje je meja in do kje se lahko gre. Ne. Ker vsak ima svojo mejo, ne, to pa vseeno, vsak človek ima svojo mejo, tako je. Ne. Jaz sem imel tukaj, on je vedel, kje je in zadeva je bila tako, kot je bila. Nič tacga se mi ne zdi, ampak to je čisto osebna stvar. Praktično, če vse nekako normalno. Ne. Je pa res, da smo veliko brali Markiza de Sada nekoč in še kakšne druge avtorje in se mi te zadeve bleja, pa sem tako čisto marsikatere normale, pa tudi s filozofijo podkrepljene. Konec koncev Markiz je bil razsvetljenec, ne, pustimo zdaj, če je kdo bral, gre tudi za filozofijo, ne gre samo za neko erotično življenje. Ne. Tako da ja, so bile omejitve, ne. Ampak tukaj je bilo že vnaprej vse nekako tako dobro nastavljeno, da sem vedel že pred meseci in leti pred tem intenzivnim učenjem, kje in do kje lahko greva in on je tudi vedel in te zadeve se pol spelajo. Ne. Oziroma še tako bom rekel, če se dva čutita veliko pripadnost, recimo temu ljubezen, potem vesta, kje so omejitve, ne, gotovo, oziroma vesta, kje je začetek in konec nečesa, ne, to je moje mnenje. No. Ja. Še moče samo to je tako kot glasba. Glasba ima začetek in konec, ima neko melodijo, nek vrh, neke stopnjevanja, diminuendo, crescendo, kakorkoli. Včasih so se glasbo intenzivno učili, ker ve se, da kdor se ukvarja z glasbo, to tudi je, da je res, se ti bolj kravžljajo možgani. In glasba je, vsaj po mojem mnenju, izmed vseh umetnosti najmočnejša, najbolj vpliva na nas, ker ti lahko v sekundi naredi mravljince po telesu, ne vem, če ti še kjer umetnost tako močno. Ima pa še eno posebnost, ko jo nehaš igrati, jo ni več, ne, dejansko. Medtem, ko dobra knjiga ostane, jo lahko vedno znova vzameš v roke. Pri glasbi je vedno nek posrednik, ki ti nekaj da. Ampak zdaj, če gledamo samo strukturo glasbe, ima zelo življenjsko strukturo, pa če je še tako enostavna skladba, če pa je to simfonija, je to v bistvu vsaka zase življenjska zgodba, rojstvo, vzpon in padec, se pravi smrt, to je nekje sestavni del, ali pa neka število 3 je tisto, ki nas nekje, ne vem, nek trikotnik, kakorkoli, ki je tudi v glasbi prisoten in se dviguje proti vrhu in potem dol. Ne. In to je tudi učenje samo tako, ne vemo, ko se učimo, začnemo od nič, prijemo do vrha, takrat znamo najbolj, potem zadeve padajo dol, ne? Tako da smo skozi v nekem takem ritmu in to je življenje, tako je. Ne? In ko to spremeš, se ti zadeve veliko lažje, vse je nekako normalno. Edina stvar, ki se mi zdi pomembna, je pač, da ustrajaš in delaš to, ki te zanima in veseli. V mojem primeru je pač to umetnost ali v zadnjem času samo še, no, to ne smem reči, ko hodim še v službo, ampak literatura je tista, ki me res okupira in zdaj sem nekako v eni pesniško zbirko sem tudi napisal tako mimogrede, no, ne bom se zdaj hvalil, ni še išla, ker moram en roman je prej izidati in tako, ampak no, sem napisal, literarno sem podivjal, ker sem res podivjal in me to tako prežema, da se mi še spati ne da, no, se mi zdi škoda časa. Ja, to je tudi ena od misli, tako bom spal še milijarde let, ko bom umrl, ne. Predtem me ni bilo, sem že spal, preden sem se rodil, se pravi, zdaj sem nekaj časa, tle moram skoristiti vsako minuto, kot je rekel Starec, ti si se že dosti naspal, dosti zamudil, zdaj malo nimava časa, ne jest, ne pit,
spala sva dejansko veliko manj, kot le piše, ker če bi komu pisal, sem spal 3 ure celo leto na dan poprečno, bi rekel, to ni možno, ne. Ampak je, no, zdaj spim 5 ur, pa čisto dobro izgledam, tako da, ja, gre tudi malo za genetiko, to ne more vsak verjeti. Omenil si filozofijo, za filozofijo ne bo časa, čeprav bi mene to zelo zanimalo, pač par stvari predebatirati. Ne moram biti tiho na Desada, ki si ga omenil. Desad je super zanimiv tam, kjer je filozofski in smrtno dolgočasen tam, kjer opisuje te seksualne deviacije. Kot film, ki ga prekinejo reklame in reklame je dobro prešibati, oziroma v tem primeru knjige prelistati in potem spet brati filozofijo. Začel sem z zahvalo za knjigo in končal bom z zahvalo za knjigo. Zahvaljujem se ti za knjigo, ne samo zato, ker, in iskreno od srca to mislim, ne samo zato, ker je to super, super knjiga in jo bom še bral, ne. Zahvaljujem se ti ne samo zaradi nas bralcev, ampak tudi zaradi starega, ne. Stari je z njo dobil spomenik, ki ga je več kot zaslužil in edino, kar mi je hudo, da ne bo prebral te knjige. To pa ja. Tako da, Sarival, hvala. Hvala, ker ste naju poslušali in mislim, da je to to. Hvala. Tudi tebi.